Lepo vas vse pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa in prizivam Božji mir v vsako vašo situacijo. Dobro, dragi moji, najboljše je biti vkuper v domu Božjem in vkuper s tistimi isto verujočimi, vkuper s tistimi, štere isto gledamo isto prihodnost in se borimo za to isto prihodnost v toj tako lepo obnovljenoj dvorane. Znate, znova imamo dokaz. Znova je dokaz, ko Bog spreminja situacije. Tudi tiste, štere so najvrede. Tudi tiste, štere so najboljše, štere ne obetajo takšnega mirnega razpleta. Tudi tiste situacije Bog menja, štere povzročajo mir. Zakaj je to tako? Zakaj se to leko dogaja? Bar gledajte, ko apoštol Pavel pravi od nas, pravi tako, vi pa ste. Znači, ne vi bi mogli biti, vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. Ja, to smo mi, to sva ge in ti, dragi moji, zavedanje toga dejstva nas postavlja v eden drugačen položaj. V eden načeši položaj, jaz in ti sva ne sva štojkole, poč pa sva del enoga velikega tela, del cerkve Jezusa Kristusa. In za volo toga bi mogli biti najbolje ponosni ljudje na tom svete. Dragi moji, brez mene, brez tebe bi to ne bilo to, ko je. Bi cerkev ne bila to, ko je. Brez mene, brez tebe, če ti ne bi bil poleg, bi nika falilo. Bi nika manjkalo. To me tele bi nika manjkalo in zojim se na podlagi svojega lastnega življenja leko pitamo. Leko sami sebe pitamo, ko bi falilo cerkve, če ge ne bi bil poleg. Ko bi falilo cerkve, če ge ne bi bil poleg. Ali pa malo noček postavljeno pitanje, ko je tisto, ko ge svojim življenjem, svojim obnašanjem, svojimi besedami doprinašam cerkve in najdobro, najprimerno za cerkev. Ko je to? To so področja, na šterom moram, jaz osebno, moramo mi vsaki med nami delati. Zadnje sam govoril o dveh zapovedih, štere je Jezus izpostavil. Jezus je izpostavil kot osnovo za vse ostalo v življenje Božjega otroka, v življenje, v tom novom življenje z Jezusom Kristusom. In te dve zapovedi ste tako pravite, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, za vso dušo in za vsem mišljenjem. In druga pravi tako, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. To je ta osnova, štera spremeni vse, da Boga postavimo na prvo mesto v svojem življenju in bližnjega svojega postavimo v isti nivo, kot sem je, kot je moje življenje, kot smo mi. Te leko Bog dela svoje poslanstvo v mojem in v tvojem življenju. Če se pa Bog mora podrejati našim načrtom, našim željam, našim zahtevam, te on več ne naš Gospod, niti ne naš gospodar. Znači, kad smo odišli izpod njegove oblasti in drugo, če od svojega bližnjega obračaš pogled kroj, če ga podcenjuješ, zavolo toga mogoče, ka nema to, ko imaš ti, če ga ne vidiš v njegovoj potrebi, v njegovoj nevoli, v njegovoj težavi, v njegovom brezupe, ko je te?
Ještě eno stvar ostro povem, materialno bogatstvo je ne vse. In tu moja, ali tvoja super duhovnost je ne vse zavolo toga, ka Bog gleda za drugačnimi očami. Bog gleda na čista drugi način. Bog gleda v stav srca, gleda na motiv za volo šteroga vse, kaj včino, ali pa si ne včino to, ko bi mogel včiniti. Bog gleda z drugačnimi očami, kot pa gledam kot pa gledaš ti. In pravilen motiv do Boga in pa do bližnjega, to nas dela žive. On sam dava življenje. To smo popevali v koruši. In to je to pravo življenje. To je ne samo eno životarjenje. Znate, življenje brez Boga je samo eno životarjenje. Življenje z Bogom pa je življenje v polnini za volo toga, ka izpolnjavaš Božjo voljo. In to je največ, koliko človek na tom svete dosegne. In pa še nekaj prinašanje sadov. Je to, ko si Bog želi od vsakoga svojega otroka. Do je Jezus zadnjič prihajal v Jeruzalem pred trpljenjem, se je zgodil eden mali dogodek, eden mali čudež, který je napisane samo v nikjavki, zapisane je samo v nikjavki vrsticaj Nove zaveze. Samo dva evangelista sta to upisala, Matej in Marko, ali za volo toga te dogodek nema menjše veljave, nema menjše vrednosti. Za volo toga, kaj je tok na kratko samo opisano. In ga bi vas prosil, ka gor stanemo in preštejmo Božjo besedo v Mateje v 21. poglavje 18. in 19. vrstico. Matej 21, 18 in 19. Ko se je Jezus zjutraj vračal v mesto, je postal lačen. Ob poti je zagledal smokvino drevo in šel k njemu, toda na njem ni našel drugega kot listje. Rekel mu je, naj ne bo nikoli več sadu na tebi. In smokva se je pri priči posušila. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Štero imamo za naše vodilo v naših življenjih. Hvala je tebi za vsakoga, štere je tu prisoten. Hvala je tebi za vsakoga, štere posluša, štere čuje tvojo besedo in pomore se nam, da tvojo besedo razumemo in jo prenesemo v svoje življenja. Ka se ravnamo po njej in blagosloviti vsakoga, štere tok dela, da bo proslavljeno tvoje sveto ime skozi vse, ko se dogaja v naše življenje. Amen. Amen. Eden kratek zapis o čudeži, štere se je zgodil za volo toga, ko je Jezus bil ločen. Jezus je bil ločen in znate, ko zaželel si je malo sadja. In leko bi to pravili, Jezus si je zaželel eden priboljšek. Se tu vam zgodi, ko je takšega, ko se včasih zaželite, kakšen priboljšek, naprimer lubenico po zime, ali pa sladoled, da je slaščičarna že zapreta, pa friške gruške domače na spomlad, ali pa črešnje v zime. Se vam zgodi kaj takšega, kaj si kaj takšega zaželejte? Jezus se tu ne zaželo nika eksotičnoga, ne se je zaželo nika nemogočuga, nika ko je nedosegljivo. Te stvari, štere sem prelej naštevo, so skoraj vse dosegljive zoj v tom času, ki je svet grato tok male. Z ene strani prideš na drugo stran v enom kratkom obdobje. Jezus se je ne zaželo nekaj takšnega, ko je ne bilo dosegljivo. Ne, Jezus je šel do dreva, štero je bilo v tom blizu.
To blizu, poleg tiste pote, po katero je Jezus šel. Šel je k tome, ko je bilo tom in te njeme na razpolago. Dragi moji, iz toga lahko potegnemo za svoja življenja prvi nauk iz toga teksta, prvi zaključek iz toga teksta za naša osebna življenja. Jezus želi ponucati za širjenje nebeškega kraljestva tistoga, šteri je njeme na razpolago. Šteri je blizu Jezuša. Ali si ti blizu Jezuša? Ali si ti njeme na razpolago? Se njeme na razpolago, kaleko na tebe najde sad? Tu se je šlo za sad. Jezus je želel najti na toj drevi sad. Sad, šteri da koriste. Ali na tebe Jezus najde sad, šteri je koristen, ka bi nahrano glad tistoga, šteri je blizu tebe. Znate, že Janez Krstnik je opozarjal na to, tiste, šteri so prihajali k njemu, tiste, šteri so v svojem življenju spoznali, ka nucajo popravilo svojih zavoženih življenj. Opozarjajo je, ka se to popravilo mora videti. In to štejmo v Lukačevo 3. 8. veršoš. Obrodite vendar sadove vredne spreobrnenja. Obrodite, prineste sad. To je, dragi moji, največja naloga vsakoga Božjega otroka. Prineste sad. V Lukače 13. je Jezus pravil eno priliko, štera tugoči od smokve, štera je ne prinašala sada. Tok štejmo od 6. veršoša naprej, Luka 13, 6 pa naprej. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku, glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo. Ta pa mu je odgovoril, Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim, morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Dragi moji, tu je govora o še enoj priložnosti, o še enoj novoj priložnosti. Čiglika je bilo tisto stanje, lahko povejmo tako, tragično, porazno, je vseeno tej vinogradnik želo toj smokvi dati še eno priložnost, še eno možnost, ka se dokaže, ka je koristna. Želel jo je še enok spodbuditi, ka bi gospodar prišel do svojega pričakovanega sada, do svojega pričakovanega pridelka. Morda bo naposled obrodila sad. In on pravi, ne da on samo tok pusto, ne, pač pa pravi tok, ka jo še enok okoplje in pa še enok pognoji. Znači, ka njej da spodbudo, morda bo naposled obrodila sad. Dragi prisoten, dragi poslušalec, kak je v tvojom življenju? Kolikokrat ti je gospodar, tvoj nebeški gospodar, ponudil še eno priložnost? Kolikokrat ti je gospodar dal na razpolago še eno možnost?
Si mogoče glizoj v situaciji, da te Sveti Duh nagovarja, da se daš njeme na razpolago. No, napraviš v svoje življenje eno pravo odločitev, važen je tvoj odziv. Če pa ne, jo boš posekal. Dragi moji, to je eden tragičen razplet zavolo neprinašanja sada. Jezus pravi, kade posekano to, ko ne prinaša sada. In to imamo na še drugih mestih zapisano v Svetom pismu. In drugo, Jezus od tistega, ko ima na razpolago, pričakuje sad. To, kot sem že tu omenil, pričakuje eno učinkovito življenje od mene in od tebe. In znova smo pri tom, ko je pravo Janez Krstnik, je to pravo, obrodite vendar sadove vredne spreobrnenja. Dragi moji, to je korist za nebeško kraljestvo. In Jezus je to posebej dvakrat povdaril v Mateju 7. tale 16. in pa 20. veršoš doguči od ponaredkov pravi kristjanov in pravi tok, po njihovih sadovih jih boste spoznali. Dragi moji, kakšni so tvoje sadove, štere obirajo tiste, s katerimi se dnevno srečuješ? Je to za njih eden užitek, da so v tvoje prisotnosti? Je to za njih ena sladkost? Je srečanje s njo za njih eno okrepčilo, eno ohrabrilo? Njim dava to eno novo vipanje, eno novo moč? Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Ali pa tvoje sadove povzročajo drugome grenkobo, povzročajo neprijeten občutek, lahko bi to pravile prebavne motnje, povzročajo zardevanje, da morajo poslušati tvoje besede. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Jezus pričakuje od mojega in tvojega življenja sad. Sad za nebeško kraljestvo. Za volo toga, ka nemo imeli časa na razpolago neskončno. Namreč treće, ko Jezus tu goči, je, ka prihaja sodba. Od toga dosta ljudi neće poslušati, najrado poslušajo, ali to je Božja beseda. To je Božja beseda. Če bi znova pogledali v Luka 14, to je tam zapisano, kad tisti gospodar ne na hitro odreagiral, ne na hitro prinesel svoje odločitve in pravi to, glej, 3 leta je že, 3 leta, eno določeno obdobje, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. 3 leta. Eno zadosta dolgo obdobje priložnosti, kaj bi se mogel pokazati sad, kaj bi se mogel pojaviti sad. In tu v tom primeru Jezus goči od Izraela, kateri je imel zadosta dolgo obdobje priložnosti, kaj spoznajo njega. Kaj spoznajo njega in svojim spremenjenim življenjem pokažejo, kaj se je Jezusi resno splačalo priti na zemljo. Ja, spremenjeno življenje je dokaz, kaj Jezusova žrtev ima vrednost, kaj je imela vrednost. In znate, njov iskreni odgovor in tudi moj in tvoj iskreni odgovor, moje, tvoje kesanje, moje, tvoje spreobrnenje, to je sad. To je sad.
Ali to v tistem primeru pa je bilo samo eno zeleno listje, na zunaj so bili lepe. Lepo je zgledalo se, ali brez koristnega sada. In dragi poslušalec, to je opozorilo tudi za mene in tebe. Prinašaš ti sad za nebeško kraljestvo? Ali pa svojim listjem kažeš samo zunanjo podobo, ka si kristjan? Prinašaš sad, ali pa samo, tako kot je tu zapisano, izčrpavaš zemljo. 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekajo, čemu izčrpava zemljo. Ena huda, ena zelo težka obsodba. Dragi moji, ali to je izraz Božje pravičnosti? To je izraz Božje pravičnosti in pa tudi Božjega usmiljanja. Vsaki med nami ima zadosta časa, ima zadosta priložnosti, ka odgovori na Božji klic v svojem življenju. Gnes je ještě čas usmiljenja. Gnes je čas Božjega usmiljanja. Si siguren, ka bo tu jutro? Si siguren, ka jutro bo ještě priložnost odgovoriti na Božji poziv? Pozimo, ka ne da prepozno. Jezus od tebe želej. Od tebe želej. Ne prisiljava nikoga, ne mene. Ne me je prisilo, ka sem njegov služabnik in tudi tebe ne prisiljuje. Poč pa želej, ka se daš njeme na razpolago. Jezus od tebe, Božji otrok, pričakuje sad. Zato, ka pravi tok, zadnja stvar, štera je tu omenjena, je, ka prihaja čas sodbe. In to od najbolj pravičnega sodnika vseh časov, štera nikdar ne in nikdar ne de vzel nikše podkupnine. Sodot de pravično. Za koj? Za volo toga, ka on je že plačal. On je že plačal moje in tvoje odrešenje. On je že zagotovo možnost, ka ne trebej čakati z enim strahom na sodbo. Ne, on je zagotovo to možnost, ka ne trebej biti v nikšom strahe za tisti trenutek, da pride soditi žive in mrtve. To pravi Božja beseda. Ne pravim to, pač pa Božja beseda to pravi. In on sam je plačilo, njegovo sveto življenje in njegova smrt na križi je zagotovilo, ka po veri v njega in življenje po Bibliji. Življenje po tom, ko pravi Božja sveta reč, leko mirno pričakujemo večnost v Božji prisotnosti. Ali imaš ti že to sigurnost? Imaš to sigurnost? Si se že odzval na Božji klic v tvojem življenju? Če še ne, te pozivam, te vabim, kaj izkoristiš glizoj ponujeno Božjo ponudbo. Ponujeno to Božjo priložnost in svoje življenje lahko predaš Gospode in znaš, onda te vodo, onda te blagoslovo in onda te usmerijo ta, koma naj ideš. In da te tu čuvo, ka ne bo šel ta, gdje ne bi smel biti, gdje je najpotrebno, ka si. Končo bi z Jezušovimi besedami spodbude za mene in za tebe. V Janezovom evangeliju v 15. tale, 14. in 15. vrsta pravi tok. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne
ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Gospod vas naj vodi in blagoslove v prinašanjih sadov za nebeško kraljestvo. Amen. Amen. Lahko stanemo v molitvi in če je Božja beseda gučala v tvoje življenje, če je izziv za tebe, daj njeme odgovor. Daj njeme odgovor. Daj se njeme na razpolago in on da te sigurno blagoslovo. On te ne da odvrno, ne da te kroj potisno, pač pa da te ešte bolje pritegnu k sebe za svojo neizmerno ljubeznostjo, za svojo milostjo in za svojo močjo, da te držo, ka boš leko prinašal sad za njega. Uneše nikoga posekati, ka to povem. Pač pa želej, ka prinašaš sad za nebeško kraljestvo. Nebeški Oče, hvala tebi za tvojo veliko ljubezen, štero imaš do mene, štero imaš do vsakoga med nami. Hvala tebi, ka si navnjal tu tvojo besedo, štero je upozorilo za nas, štero je vodilo za nas, štero je spodbuda za nas in štero nam dava novo vipanje in novo moč. Hvala tebi, ka ti želeš imeti mene, ka želeš vsakoga med nami imeti pri sebe, ka bi leko prinašali sad za nebeško kraljestvo. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, šteri tvojo besedo posluša in posebno te prosim, ka blagosloviš tiste, šteri tvojo besedo ti udejanejo v svojem življenju, ka bi zaistino vsako življenje tvojega otroka bilo eno plodonosno življenje. Gospod sveti, hvala je tebe. Hvala je tebe, ka ti blagoslavljaš dela naših rok. In hvala je tebe, ka ti blagoslavljaš tudi delo, štero delamo za tvoje nebeško kraljestvo. In hvala je tebe, ka imamo to sigurnost, ka imamo to zavedanje, ka to, ko delamo za tvoje kraljestvo, ka to nikdar ne premine, pač pa ostane za vso večnost. Na tvoj blagoslov, tvoje vodstvo in tvoj mir počiva nad vsakim življenjem, štiri posluša tvojo besedo. Amen. Amen.